Hello there, kaj taka, bada, tole je mogla zdaj se ful grdo slišati v mikrofonu, a? Čau, ful, kje ste, Alenka tukaj? Ful sem si dala še unga puder v prahu in mučno dvomam, da mi je kaj pomagal. A ja, pa valjda, preselila sem se nazaj na to mesto, ker ste toliko neralo skejtali. Uno mesto pač tam je. Tako da ja, sem nazaj tle na istem prestolu. In vsi, ki mi pišete za kodo za popust, valjda jo imamo, ki pa mislite, da ste. Koda je samo Alien. Ne, žurutska, sem Alien za 15% popusta, se pravi, to se ful pozna pri teh zadevah. Za vso uvi zadevo, 15% dol z kodo Alien, tako da kaj da heck, češ božga. Ta stol je sexy as hell, vsaj ko prije not v moj flat na novi tako girl! Koliko dolgo je trajalo, da smo dejansko prišli do tega videa, ker tako zelo splošno vsi hoče o tem slišati, ampak nikoli ni prišlo dejansko na vrsto, tako da gremo. Jasno, ker ste na Alien profilu, bomo govorili o čudnih fobijah. Ja, ful da se, ker imamo višino pred fobijo pred višino tudi jaz, ful mehka kolena dobim, pa vse te so tako mečkaj tipične, pa hitrost, pa ne pravim, da ste basic bitches, ampak te nekako vsi poznamo. Probala sem zbrskati valjda v ne najbolj čudne, pa se tudi začnejo precej ponavljati, tako da beseda fobija izhaja iz grške besede phobos in pomeni paniko, bežanje in strah. Vse fobije se razvijajo postopoma in v različnih merah vplivajo na posameznike. Tukaj želim iz lastnih izkušenj poudariti, da ni nujno, da se postopoma razvijajo in postajajo večje, lahko se tudi manjšajo. Na primer, jaz sem spomnila, ko sem bila kot otrok na WC-ju in sem pristala skupaj s pajkom, noro sem se bala suhih južin, nenavadnih pajkov, suhih južin, ker če jim nogo otrgaš, pa še vedno miga in mene je to ubil. In takrat sem se Toliko sem se grozno počutila, toliko huda anksioznost je bila to, da sem želela raje umreti tisti moment, kakor pa še kdaj v življenju doživeti ta strah, ko vidim pajka v istem prostoru. No in zdaj hočem reči, da se je to ful zmanjšalo, ker basically, če ga vidim na steni, niti ne bo kap zadela. Upam, da jih ni. Simptomi fobij: vrtoglavica, povečan srčni utrip, potenje in slabost, depresija, pretirano uživanje alkohola in drugih substanc. Fobija, ki jo bomo danes predstavili, je turofobija. Sliši se meni bolj tur me spominja, ampak ne, je to fobija pred sirom. Fobija pred sirom. Predstavlja se zdaj Bogi ga revež, ko pride v gostilno in se mora soočiti s sirom, čeprav ga niti sam po možnosti ni naročil, ker verjamem, da v lastnem hladilniku doma ga nima, ampak drugega pa srečuje in Bogi revež. Je pa slišano od različnih virov, ki imajo to fobijo, da recimo trdi siri pa nasploh tekstura jih še bolj vrže ven, kakor pa dejansko recimo mozzarella, ki pa mladi sir, pa še ni toliko trd, pa to pa nekako ni toliko scary. Verjamem, da to pa je tudi skuta pa jogurti so še dokaj v redu. Če ima kdo, valjda napište. Na drugem mestu je papafobija. Spet sliši se bolj nek daddy issues, ampak ni, namreč papa v tem primeru predstavlja papeža, torej imaš hudo fobijo pred papežom, ampak ta fobija se tesno precej povezuje tudi z različnim strahom tudi do, ne vem, drugih religioznih predmetov in drugih religioznih oseb in marsičesa po povezavi s cerkvijo, ne izključno samo s papežem, načeloma. Tem osebam, ki bi na primer zvedel, da jutri pride v Slovenijo papež, se začnejo potiti, pa načeloma jim postane slabo, kakšen Xanax bi mogel vzeti, saj to v Ameriki jemljamo, ker sploh ne vem, to jemljamo ali kaj. Oh my god, nimam nobene fobije, sem resno joruhče. Na tretjem mestu je fagafobija. Iracionalen strah pred požiranjem, ampak tle se ne nanaša izključno samo na požiranje sline, ker to bi bilo že res freaking traumatično, ampak predvsem recimo, da ješ hrano in da imaš nek hud strah, da mogoče se ti pa zdaj zatakne lince v zadušo, se pravi bolj mogoče strah z zadušitvijo zaradi nekega zaklopka v grlu. Tem ljudem predvsem pomaga terapija. Na četrtem mestu imamo eno zelo interesantno in sicer ablutofobijo. Zakaj je ta toliko zanimiva? Zdi se namreč precej problematična glede na to, da je verjetno velik minus, če jih slučajno iščeš partnerja ali kaj podobnega, namreč to je fobija pred tuširanjem in fobija pred umivanjem. In dajmo to zdaj kuj povezati nazaj na čase, nekako 100 let nazaj v Evropi, ker je bilo to, ne vem, Francija, kaj se in koliko je bilo takrat dejansko strahu pred tuširanjem, čeprav takrat je bil ta strah drugačen, ker so verjeli, da je voda onesnažena in se niso umivali in so v bistvu samo šamponirali in parfumirali in so se jim podgane naredili v laseh. Na petem mestu je Chaetofobija. Šetofobija.
res, žal ne vem, kako se to točno izgovori, govorimo pa o fobiji pred lasmi, predvsem pred dolgimi lasmi oziroma še bolj mogoče pred izpadlimi lasmi, pred prosto plavajočimi lasmi. Recimo ena ženska je opisala, da če vidi las lebdet v straniščni školjki, pa je čisto pod stresom in v travmi še ne vem, naslednjih par ur. Ali pa če se spomnite mogoče, da grač ali kaj so bile že te azijske verzije kroga, grače, ki je ta samara not ali kakorkoli že je, ki ima te neskončno dolge lase in po mojem te ljudje ni opcije v lifeu, da bi gledali to grozljivko. Gremo na 6. Mogoče mečkem bolj resno, namreč govorili bomo o heliofobiji. Helio v grščini pomeni sonce in ja, govorimo o fobiji pred soncem. To si pa lahko predstavljate, da kdor ima to, kot prvo res težko uživa lep dan, ker načeloma se ga boji. Je pa lahko to huda verzija, da človek, vsaj en primer sem ga videla po poročili, ko ženska po 2 leti ni šla na sončno svetlobo in je ven hodila samo po noči. Zdaj si pa lahko samo predstavljamo, koliko to dejansko vpliva na neželene dejavnike, kot so pomanjkanje vitamina D, tako da to definitivno ni smešna zadeva. Tako da sem vesela, da imam take brezvezne fobije, ki me ne morajo lih vplivati negativno na moj zdravje, tako da. Zanimivo na 7. mestu in sicer unonofobija. Marsikdo vem, da se boji lutk ali pa raznih papecev ali pa papetirjev, ker te zna biti res scary. Meni osebno so to dokaj scary stvari, pa marsikdo od vas vem, da ne mara lutk. Ta je na nek način povezana z lutkami in predvsem s tistimi, ki so res papetir variante, ki so na nek način visijo in so na vrvicah. In ja, zdaj govorimo o vrvicah. Ljudje imajo fobijo pred vrvicami, raznim. Če vidi vrvico na tleh, random ležati, je to zanga strašna in anksiozna situacija, pač nočejo tiste vrvice tam videti. Ali pa recimo predstavljaj si, ki ti kdaj od kakšnega tako se oblačila vrvica dol te gleda, ali pa od gatk se začne trenati in imaš čisto vrvico in to je njim nočna mora. Meni se ta zdi dosti kruta in grozna, ker taki ljudje se izogibajo valjda še trgovin z oblačili in marsičesa praktično, ker scary shit, no. Je pa ta res zelo redka fobija, tako da vsaj nekaj. Naslednja, mi pa sploh ni treba nič nikamor gledati, ker je pa tripofobija. Tripofobija je pa nekaj, kar imam jaz. Zato sem si tudi želela toliko ta video narediti, ker mi je toliko čudna, nenavadna. Tako je doživljam, da ne vem, bi se smejala, bi jokala, ko mislim na to, težko mi govoriti o tem, ker čutim, ne vem, nabruhanje mi gre, mravljince dobim, anksiozno se počutim, vsakič, ko začne govoriti, me zeb začne, mravljinci / kurja polt, ker sem Torej, tripofobija je fobija pred nakopičenimi majhnimi luknjicami na kupu. En primer bi vam dala mogoče lahko panjsko končnico, samo da ji... Kaj ne rečem, tukaj bom slike dodajala, še ne vem, kako bom to shendlala, ker jih verjetno zdaj že vidite na ekranu, to bo mene ubijal. Nagravžen mi je, tiska ne veš, kaj je v teh lukencah, ne znam razložiti, ker je itak nelogičen, nepojasnen strah, ampak mene zvije. Še to moram povedati, najhujši primer je, ki sem enkrat videla na True Facts, ki govori na smešen način o raznih živalih in je bila tam neka žaval krota, ki je rodila iz svojega hrbta, iz lukenci in meni je bilo to traumatično še ful dolgo časa, pa še ene travme se spomnim, ker je bil enkrat en pes, ki je imel toliko hlopov enega pred drugemu, da tistega iz časopisa še zdaj, ne vem, 20 let kasneje ne moram pozabiti in zdaj bom nehala govoriti o tem, da se mi ne meša. Na 9. mestu je neverjetna fobofobija. Kva bo to? Ja, to je fobija pred fobijo. Ne, mislim, fobija pred imetjem fobije. Fobija pred fobijami. A se spomnite iz Harryja, ki mu reče, Remus mu reče, you're fearing fear itself, ali nekaj takega, pač bojiš se strahu samega, to je zelo pametno kao. Ne, you're a wizard, Harry, ampak you're a phobophobe, Harry. Pa moment, da preberem 10. oziroma itak bom samo enkrat probala, pa jo boste imeli pa izpisano, ker je. Heksakosijoiheksekohtahexafobija. In sicer strah pred številko 666. Zanimiv in obenem logično mi je, s čim vse je ta strah povezan in sicer recimo, da imaš
kilometrov na eni točki neki 666 in kaj bo ta oseba kompulzivno naredila, bo to, da bo še toliko časa furala, da se v ta kilometer premaknil. Ali pa recimo, da je cena nečesa, ki pride na blagajno 6,66 in ne bo shendlal in bo še nekaj dokupil ali bo pa nekaj hodil preč vzeti, da ne bo te cene doživel. Jasno, ta oseba ne bo živela nekjer, kjer je ta številka, jasno ne bo imela telefonske številke s to številko vmes, tako da ja, je kar zanimiva situacija. In ker sem 8, zdaj potem, ko sem jih 10 naštela, jih bom še ne 5-6 tako zraven čisto hiter in tiste, ki so mi res izstopale, ampak jih nisem nadalje razlagala in sicer barofobija, strah pred gravitacijo, dekstrofobija. Upam, da mi ne bo zameril, če sem se tle narežala iz srca, pa še prijateljica bila pri meni in niso shendlale. Strah pred predmeti na desni strani in obstaja tudi za strah pred predmeti na levi strani in predstavljaj si, da meni lahko boje. Pa rab po moje, kondo. Optofobija, strah pred odpiranjem enega očesa. Vem, da obstaja tudi strah pred odpiranjem oči nasploh, kako je to scary. Enega recimo manjkrat dejansko odpreš, ampak še zmer. Krometofobija, strah pred denarjem. Zdaj pa ne vem, pred izgubo denarja, pred denarjem samo. To nekdo, ki bo res po moje ekstra vesel, če bi bil lahko brezdomec. Čeprav nisem morali ful dejansko ukvarjati z rubižem, tako da kdo bi to dobro handlal, a? Nekdo, ki definitivno uporabljal samo bančno kartico, pa čekaj. Kako se to smeš reči? Medorfofobija, strah pred erekcijo penisa. In še zadnja, ki mene zabava, mi zelo žal, če kdo to ful resno vzame, mene ta zabava, odkar sem prvi slišala za njo in to dejansko obstaja in sicer tale, ki jo nimam izpisano, ampak piše vam zdaj na ekranu in sicer strah, da nekje nekako na nek način obstaja ena raca, ki te konstantno opazuje. Da mi pač božansko, odkar vem, da to obstaja, sem tako, ampak to moraš pa paziti, ta fobija je pa neverjetna in to moram pa vsakmu pokazati, vsakič, tako da ja. In to je to za ta video, jaz se kuham, grem naprej še en video posnet. Se vidimo naslednji zelo kmalu. Definitivno mi komentirajte od spod, katero fobijo imate vi, oziroma če nimate nobeno, se tudi oglasite, ker ali pa ne en napiše in pa drugi lajkajte tisti, ki nimate nobene, ker to mi zanima, po mojem čisto vsak neki, ali vse je rahlo. V glavnem, Alien Mama out, aj čau!